vas prvi slišali o temu, vsaj da spoznate zadeve, zakaj se gre in dejansko to v prihodnosti sigurno je velik izziv tako za zavarovalnice, kot tudi za podjetnike in v končni fazi tudi za vsako fizično osebo. Kar me je zelo nagovorilo v zadnjem času, marca je minilo 15 let, da je Slovenija vstopila v NATO in na obisku je bil bivši sekretar Zveze NATO, Lord George Robertson, in ko je imel intervju za slovenski časopis, so ga vprašali, kaj vas skrbi, ko pogledate v prihodnost. In njegov prvi začetek odgovora je bil, skrbi me kibernetski svet, skrbi me ranljivost kritične infrastrukture v tem smislu. Torej, gospod, ki se je verjetno celo življenje ukvarjal z varnostjo in s tem v prvem stavku omeni kibernetski svet in dejansko nevarnost, ki iz tega izhaja. Zdaj, če sploh pogledamo, kaj je kibernetski rizik, dejansko možnost, da se uresniči nek varnostni incident in povzroči škoda informacijskemu sistemu z internetom povezanimi napravami. Torej, vsi se soočamo z internetom v vsakdanjem življenju. Prej smo se zanimivo pogovarjali, da smo bili gostje pri direktorci mlekarne Komarine Anke Lipušček, enkrat, ki nas je peljala na planino Sleme, kjer ni signala. In po 3 urah smo bili vsi živčni, kako ni signala, kdo nas bo klical, nismo povezani in tako dalje. Zdaj, če se to zgodi v podjetju, da ne govorimo o posledicah, o tem bomo tudi malo kasneje govorili, ampak dejansko, šele ko se soočimo s problemom, se zavedamo, kakšne so lahko posledice. Dejansko, odkje pa izhajajo te nevarnosti? Prav gotovo od zaposlenih, tukaj imamo tudi zlonamerna dejanja, škodovanje nekih tretjih oseb, preko socialnih omrežij, Twitter, Facebook. Do zdaj je bilo pa največ teh zunanjih, preko raznih hekerjev, organiziran kriminal, kjer, ko boste bili kasneje, bomo to en primer pokazali, tukaj so lahko visoke odškodnine in tudi visoki stroški za podjetje, če pride do incidenta. Torej, kot sem omenil, pride do velike lahko materialne škode, pri obratovalnem zastoju, če sam proizvodni proces vezan na internet, kar v večini podjetij je, kakorkoli to povezano, pride do velikih finančnih izgub ali poškodovanje podatkov. Tukaj so seveda velike finančne posledice, ker pri izgubi podatkov smo kasneje podvrženi raznim odgovornostnim zahtevkov oseb, ki so bili oškodovani in dejansko kasneje pride tudi do nerazpoložljivosti teh podatkov, zlorab podatkov in še morda kakšnih hujših stvari. Zdaj, kaj se dogaja v zadnjem času? Beležimo velik porast teh števila incidentov, spreminjajo se načini vdora, kako to pride v podjetje, kako vdrejo, kaj zahtevajo od podjetja. Imamo vse več namerno in ciljno usmerjenih incidentov, motivi so različni. V večini pa so to motivi finančni, dejansko finančna dobrobit tistega, ki je ta incident sprožil. Dejansko, glede pa na samo globalizacijo, dejansko moramo poudariti ta sistemski vidik vdora oziroma te grožnje akumulacije. Kaj to pomeni? Recimo, če omenim potres v Bovcu, če smo že v Bovcu, ko se je zgodil potres v Bovcu, najbolj je bil Bovc na udaru, kot mesto, kot Bovc, kot Bovčani in tako dalje. Pred parimi meseci recimo je bila pa poplava na Tajskem, ker je poplavilo tovarno, ki izdeluje čipe za vse osebne računalnike, torej eden glavnih dilerjev za čipe za cel svet. In kaj se je zgodilo? Vsi proizvajalci po svetu so imeli težave za dobavo osebnih računalnikov. To pomeni ta sistemski vidik vdora. To pomeni, če se bo zgodil ta incident lahko v Moskvi, bo podjetje iz Londona imelo server v Moskvi in bo težava tudi za podjetje iz Londona. Ne pomeni, da bo samo v Moskvi težava. Tako da tukaj imamo kar veliko vidikov, tudi mi pri razvoju tega produkta smo opazili na te stvari, se bomo pa tudi mi soočali sigurno v reševanju škodnih primerov z novimi spoznanji. Zdaj, veliko teh kibernetskih oziroma varnostnih incidentov smo že imeli v preteklosti. Recimo ne omenim tega Maersk, to je danski konglomerat, velik logistično podjetje, veliko. Verjetno, ko greste mimo Kopra, mimo Luke Koper, vsi vidite napis na teh kontejnerjih. To je eden največjih logistov na svetu. Julija 2017 so njim udrli v sistem
in bili so 3 dni ohromljeni. Dejansko ta njihova logistična povezava je bila ohromljena, dostava povezave, in ko so po nekaj času izračunali strošek tega incidenta, je prišel na cifro 300 milijonov ameriških dolarjev. Dejansko to je eno tako podjetje, ki verjetno ga ta znesek na srečo ni spravil v stečaj oziroma v likvidacijo, ampak to je samo en primer, da ne omenja niti drugi, Merck, farmacevtska industrija, Target, Uber. Tako da videli smo kar nekaj teh incidentov, ki jih morda poznamo, morda niso bili toliko, bi rekel, medijsko znani, ampak v svetu zavarovalništva še tako dobro poznani. Zdaj, ko govorimo o kibernetskih tveganjih, včasih poznamo, ne poznamo, ampak dejansko so določena dejstva, da več kot 43% napadov je usmerjeno na družbe z manj kot 250 zaposlenimi. Torej ne napadajo se samo velika podjetja, tudi manjša podjetja. Prej malo imamo še vedno teh kibernetskih incidentov, ki so se zgodili, da bi to bilo nekako medijsko pompozno. Malo se govori o temu, vsaj v širši družbi. Večkrat si rečemo, sej se ni zgodilo meni, oziroma sej se ne bo zgodilo meni, sej nevarnosti ni. In dejansko tudi ne razumemo teh kibernetskih tveganj, ampak dejansko, če omenim zopet prvi stavek, ki ga je bivši sekretar NATO omenil, kibernetski incidenti so prepoznani kot sprožilec, ki se ga strokovnjaki v prihodnosti najbolj bojijo kot povzročitelja prekinitve poslovanja. Torej dejansko, vsekakor se bomo v prihodnosti še srečevali s tem. Mi smo kot zavarovalnica produkt naredili, usmerjen je predvsem v podjetja. Zdaj ga bo na kratko moja sodelavka Jasna Miklevič tudi produkt predstavlja. Če bo pa kakšno vprašanje kasneje dobrodošlo, se bomo pogovorili in tudi še kakšno več rekli. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi iz moje strani. No, tako kot je že gospod Vulič omenil, je Zavarovalnica Triglav prva v Sloveniji oziroma tudi širše v regiji razvila produkt, ki omogoča sklenitev zavarovanja v smislu kritja all risk, se pravi celovitega zavarovanja kibernetske zaščite. Kaj to pomeni? To pomeni, da so upoštevani 3 sloji zavarovalnega kritja, in sicer asistenca oziroma odziv na incident, krita je lastna škoda zavarovanca in kriti so zahtevki tretjih oseb, tako imenovana odgovornost. Zdaj, odziv na incident, stroški ponovne vzpostavitve sistema, odgovornost za kršitev zaupnosti in zasebnosti in odgovornost za omrežno varnost, te 4 alineje predstavljajo temeljna kritja, katerem lahko dodamo razširitve, in to so obratovalni zastoj, kibernetsko izseljevanje in kibernetski kriminal. Rdeče obarvane alineje pomenijo zavarovancu lastno škodo, se pravi, to je strošek, ki ga neposredno trpi zavarovanec. Če jih grem kar mogoče malo osvetliti, odziv na incident, kot verjetno poznate našo avtomobilsko asistenco, pa tudi zdravstveno asistenco, predvsem v tujini, Zavarovalnica Triglav je razvila in omogoča tudi 24-urno strokovno asistenco na področju, se pravi, kibernetske varnostne zaščite oziroma kibernetskih incidentov. Znotraj te asistence, kaj pomeni ta asistenca? Pomeni celoten odziv ob morebitnem vdoru oziroma varnostnem incidentu ali pa domnevnem varnostnem incidentu. Znotraj tega so kriti tudi vsi stroški, ki so potrebni ob sprejemanju določenih ukrepov za odpravo tega incidenta. Tle lahko damo stroške strokovnjaka za izvedbo preiskave in za pripravo poročil,
ki so potrebni ob tem incidentu. Potem krijemo tudi stroške izpolnitve zahtev veljavne zakonodaje z področja varstva osebnih podatkov. Krijemo stroške svetovanja strokovnjaka za upravljanje in varovanje ugleda, to nekako kot nek PR management. In pa kriti so tudi spravni stroški za morebitni ukrep informacijskega pooblaščenca. Tlele v tem produktu v bistvu posebnost, da so krite tudi globe in kazni, ki jih mora biti izreče informacijski pooblaščenec. Naslednje kritje, ki ga tudi produkt pokriva, so stroški ponovne vzpostavitve podatkov in programske opreme, se pravi softvera, v stanje, ki je najbližje tistemu pred kibernetskim varnostnim incidentom. Se pravi, to so bile temeljna kritja. Dodatno lahko zavarujemo tudi izgubo kosmatega dobička, se pravi za obdobje prekinitve, tako kot je že prej gospod Volič rekel, se pravi zaradi prekinitve poslovanja, zaradi samega vdora. Dodatno lahko zavarujemo kibernetsko izsiljevanje, se pravi stroške odkupnine in pa tudi stroške za razrešitev kibernetskega izsiljevanja. Tlele mogoče primer, da ne bomo samo tujine dali kot primer. Dosti računovodskih servisov se je že srečalo s takimi primeri, da so jim zablokirali sistem in potem se pojavi samo napis na ekranu, da so dolžni plačati toliko in toliko bitcoinov, zato da se potem sistem ponovno vzpostavi. In kibernetski kriminal. Kibernetski kriminal pa pomeni nezakonito odvzeta denarna sredstva. Tlele bi pa lahko povedali kot primer, tudi v zadnjih letih je bilo dosti tega, da se prevzame identiteta, se pravi primer, da je direktor recimo v tujini na nekem sejmu in računovodja dobi mail, se pravi svojega direktorja, da mora nujno nakazati nekaj sredstva na določen račun. Vse lepo in prav, ampak ta mail, tudi če je izgledal, da je bil to direktorjev mail, ni bil direktorjev mail, ki je bil, se pravi, posledica kriminala, prevzema identitete. Teh primerov je bilo kar nekaj, in tudi te stroški recimo so dodatno zavarovaljivi. Zdaj, če preidemo na tretji sloj zaščite, se pravi kritje stroškov, se pravi odškodninskih zahtevkov iz odgovornosti za kršitve zaupnosti in zasebnosti. To področje v bistvu predstavlja kar potencialni velik riziko, predvsem z vidika veljavne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Vsi poznamo GDPR uredbo, tako da tlele je eno področje, ki se odpira v zvezi z stroški oziroma odškodninski zahtevki. Drugo področje, se pravi, so pa odškodninski zahtevki tretjih oseb iz odgovornosti za omrežno varnost. Zdaj, tlele je tako zelo učeno napisano, kaj pomeni omrežna varnost. Bi mogoče skozi primer, mi smo podjetje, ki za določeno se pravi poslovanje, imamo neko skupno IT informacijsko tehnologijo, se pravi, nek kanal, in mi ne uspemo zajeziti nekega zelo namernega kibernetskega incidenta, vdora, in se preko teh skupnih kanalov razširi ta vdor tudi na neko drugo podjetje, s katerim imamo skupni kanal. In pri njih pride do zastoja, ohromitve informacijskega sistema, do kraje podatkov, in tudi sam vdor je lahko predmet odškodninskega zahtevka. Se pravi, odškodninski zahtevek neke tretje osebe, v tem primeru podjetje, ki se je nekako zaradi nas
kužilo, ne? Tako bi na kratko povedala. Zdaj, za samo sklenitev zavarovanja je potrebno izpolniti digitalni vprašalnik, spravi interaktivni vprašalnik. Na podlagi 26 odgovorov se izračuna v bistvu stopnja tveganja oziroma ocena tveganja, tako da je ponudba prilagojena posameznemu podjetju oziroma zavarovancu. Tle bi mogoče omenili zavarovalno vsoto, ki je za vsa kritja enotna in skupna, razen za kritja kibernetskega kriminala in kibernetskega izsiljevanja velja podlimit 10%, to je avtomatski podlimit, mogoče za primer, če imamo dogovorjeno zavarovalno vsoto 1 milijon evrov, je potem avtomatski podlimit za kritje teh kriminalnih dejanj 100.000 evrov. Ne? Zdaj, mogoče bi vam pa še predstavila prav moj osebni primer, ko sem se srečala z krajo podatkov. Namreč British Airways je imel v 14 dni, se pravi v času od 21. avgusta do 5. septembra na svoji spletni strani vdor. V tem času so pobrali vse osebne podatke, vse se pravi številke kreditnih kartic z vsemi datumi poteka in drugimi številkami. Tako da to je 7. septembra sem prijela pismo z obvestilom, se pravi kot oškodovanka. Manj kot v roku 24 ur sem dobila še eno pismo, kjer so pač mi svetovali, kako postopati. Tudi ponudili so kakršnokoli poplačilo odškodnine v primeru, da je bila moja kartica zlorabljena. No, moja kartica ni bila zlorabljena, ker je bila to moževa kartica. Tako da, mogoče, kadar greste na spletni shopping, vem to zmoža. Zdaj, dejstvo je, da je British Airways je veliko podjetje, da ima verjetno, nedvomno ima tehnično in organizacijsko zelo dobro razvito oziroma urejeno, odlično urejeno strukturo, pa vendar se mi je zgodil vdor. Verjetno ima tudi strokovnjake za različna področja, najverjetneje tudi za reševanje teh kibernetskih vdorov. Zdaj, neko malo ali pa srednje veliko podjetje, verjetno nima ne znanj, ne tudi resursov, da se lahko odzove na nek tak incident. Zato v bistvu današnjem svetu, ko so tveganja kibernetska, kot smo slišali, eno največjih groženj, je mogoče za taka manjša in srednja velika podjetja eden od načinov obvladovanja teh tveganj, tudi sklenitev zavarovanja kibernetske zaščite. Zdaj, če imate kakšno vprašanje ali pa bi želeli ponudbo, smo na Triglavu pripravljeni. Hvala. Hvala lepa. Je kako vprašanje? Če ni, imam 2 vprašanji sam. Predvidevam, da je vaš mož vedel, da ste vzeli kartico. Ja, absolutno, vedno ve. A je to v navadi tako, da mu vzamete kartico? Ne vzamem, to je vse z dovoljenjem. To je vse z dovoljenjem. Dobro. Pa on tudi vašo vzame? Če bi bilo treba, bi jo, ampak... Velikokrat mi povedo zavarovalničari, da zavarujejo marsikaj, vendar samo takšnih primerov ki so obči, ki se velikokrat dogajajo. Recimo neumnosti ne zavarujete, ne? Nisem še slišala, ne, za tak produkt. Ne? Recimo, ko govorimo o kibernetski varnosti, zdaj, malo bom poenostavil, pa vendar primer bolnišnice v Izoli. Kjer so dajali podatke, na neustrezen način so komunicirali med sabo. Zdaj, tlele, mogoče smo... Bojo dobili globo. Ja, mogoče smo tle, nismo izpostavili tega, ko gre za zavarovanje zunanjega kibernetskega napada.
Se pravi, notranji preseganje pooblastil in notranji kriminal, se pravi namerna dejanja ali pa ne obvladovanje, ta produkt ne krije. Torej, notranje neumnosti ne morete kriti. Ne, samo zunanje, ki jih ne poznamo. Samo zunanje. Ki jih zavarovanec ne pozna. Dobro, najlepša hvala, gospa. Prosim.